Politiko aktivno spremljam, zdaj pa ne verjamem več ne levim, ne desnim. In na volitve ne bom šel toliko časa, dokler se ne boste skupaj stopili. Ne slišim tega prvič. In vedno, ko slišim to vprašanje, najprej rečem, slabo vlado običajno izvolijo dobri ljudje, ki ne gredo na volitve. Vendar to ni kritika vas. To ni kritika dobrih ljudi. To je kritika, to je tudi samokritika. To je kritika ozračja, v katerem se je vzpostavilo neko vzdušje, kjer se več pravzaprav ne ve, kaj je dobro in kaj je slabo, kaj je prav in kaj je narobe. Zdaj tega ne more noben zakon predpisati. Gre za to, da se družba razvija v neko smer, kjer se to ve samo po sebi. Zdaj govorimo o vrednotah. In žal nekateri v Sloveniji delajo vse, da je bila ta meja čim bolj zabrisana. Začelo se je s tistim stavkom, da obstaja več resnic. Veste, če obstaja več resnic, potem ni več meje med dobrim in zlom. In na nas je, na vsakemu posamezniku je, da gre preko tega, da razmisli, kaj je res dobro, kaj je manj dobro in kaj je zlo. In da se odloči. In ko znamo to, ali pa ko smo se pripravljeni soočiti s tem dejstvom, potem najbrž nimamo več dilem, ali bi šli na volitve ali ne. In glasujemo pa za tistega, za katerega mislimo, da je bližje našim vrednotam. Najslabše pa je ne se opredeliti, misliti, da bodo drugi odločili namesto nas. Tisti, ki verjame, da drugi znajo bolje odločiti od njega, je običajno razočaran po vsakih volitvah.